No, danes na koalicijskem vrhu smo se pogovorili v sestavi, ministrskega zbora kot poslank in poslancev vseh koalicijskih strank, predvsem o proračunu za leti 2020 in 2021. Torej, namen tega srečanja danes je bil predvsem še enkrat podati, jaz bom to poimenoval veliko sliko, ob tem, da smo še enkrat poudarili, da zgornje dovoljene najvišje mere porabe za vse 4 blagajne javnega financiranja ostanejo. To, kar smo potrdili, mislim, da je bilo aprila letos v Državnem zboru, predstavili pa smo spremembe, ki so nastale med posameznimi proračunskimi porabniki. Torej, tiste meje zgornje porabe, ki so bile določene v juliju, in sicer za tako imenovani državni proračun. No, v tem delu, kot veste, v teh kategorijah, tako vladnih kot nevladnih in pravosodnih organov, smo še enkrat opravili bolj ali manj z vsemi še en krog razgovorov, posebej pa še v luči zadnjih dogodkov v tem tednu z praktično vsemi ministrskimi kolegicami in kolegi, in je prišlo seveda do določenih premikov, prerazporeditev, res da v manjšem obsegu med posameznimi vladnimi proračunskimi uporabniki, ampak vse s ciljem, da ohranimo to mejo 10,45 milijonov evrov. Naj še enkrat poudarim, da smo se vsi zavezali k cilju, to je, da sestavimo državna proračuna za naslednji leti, ki bosta v skladu z domačim fiskalnim pravilom in ki bosta seveda sledila 3 glavnim prioritetam, katere smo predhodno že predstavili. To je razvoj, sociala in plače. In v tem delu smo predvsem v tem delu v zadnjem krogu dali dodaten poudarek predvsem tej prvi komponenti, razvojni komponenti, kolikor smo lahko. Naj v tem delu poudarim seveda, da je cirka 94% proračuna, jaz bom rekel, fiksiranega, in je zaradi že sprejetih zakonskih obveznosti poraba po posameznih porabnikih že določena. Torej, povečanje iz lanskega na letošnje leto v višini 290 milijonov evrov ostaja in kar je ključno, v tem delu se ne povečuje. Jaz sem seveda zbor tudi opozoril na ohlajanje gospodarstva v našem in predvsem tujem poslovnem okolju. Mi vsi seveda čakamo jesensko napoved UMAR-ja, Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki bo predvidoma v sredini meseca, tja nekje do 19. septembra, predstavil jesensko napoved za leti 2020 in 2021. Kot veste, je UMAR tisti, ki določi, izračuna, da tako rečem, odstotek rasti bruto domačega proizvoda za naslednji 2 leti in potem mi pri pripravi finančnih načrtov, proračunov to upoštevamo. Tako da upajmo v tem delu, da ta sprememba ne bo velika, da ne bo značilna, da bi moralo priti odstopanj. Če ne, bomo se seveda pač morali spustiti v nov krog pogajanj. Še enkrat zaveza vseh proračunskih porabnikov pa je bila zelo jasno še enkrat izražena, da želimo slediti našemu fiskalnemu pravilu. Naj še enkrat omenim, da so bila pogajanja z vsemi proračunskimi porabniki, posebej v zadnjem krogu težka, jaz bi rekel mogoče celo zelo težka, nekaterim seveda v okviru tega, ker je razrez navzgor omejen, če se je komu kaj več dalo, se je moralo drugemu pač vzeti, seveda, da se je to izenačilo. Moram pa vseeno se zahvaliti svojim kolegicam in kolegom za konstruktivni dialog in na koncu smo se uskladili. Mi smo se z
vsemi proračunskimi porabniki uskladili. Finančni razrezi so že potrjeni, mislim, da se samo še v tem posebnem delu proračuna mogoče v tem delu še vnašajo ali pa so bili že zaključeni še zadnji vnosi, torej te zadnje spremembe. Za ta splošni del proračuna seveda bomo pa počakali na Umarjevo napoved. Torej, tale okvir, razreze smo dogovorili, zdaj pa čakamo še na Umarjevo napoved, da bomo videli, če bodo potrebne kakšne korekcije. Kako pa ste predvideli te korekcije, kako je sami postopek začel? Proračun mora biti do 1. oktobra v parlamentu, takrat bo že znana Umarjeva napoved. Ste predvideli te postopke, kako potem spreminja? Tako. Torej, tretja proračunska, zadnja proračunska seja vlade, na kateri bomo potrjevali oba proračuna, je predvidena za 19.9. In seveda v tem delu bo tudi predstavljena Umarjeva napoved, bom rekel, zakon o izvrševanju proračunov in seveda vsi ostali dokumenti. V naslednjem tednu, po 19. pa bo predstavljen še ta tako imenovani DBP, ki ga pošiljamo, to je ta draft budgetary dokument, ki ga pošiljamo v brutev in ki je seveda nek spremljevalni, pojasnjevalni dokument. Torej, predvideno je, da se najkasneje do 1.10., tako kot je tudi predpisano, celoten sveženj proračunskih dokumentov dostavi v Državni zbor. To je seveda zdaj časovnica, vkolikor ne pride do nobene spremembe, vkolikor pa pride do spremembe, bo pa seveda treba izdelati novo časovnico in določene zadeve v najkrajšem možnem času zavrteti, ampak glejte, pustimo čas, počakajmo na to napoved Umarja. Minister, jaz bi imel vprašanje v bistvu na zahteve Levice. Zanima, kako gledate vi na te zahteve, kakšne bi bile posledice za proračun, če bi se uresničile njihove, zlasti, kar se tiče dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Torej, jaz v tem delu naj povem, da je bilo zahtev in želja, če se tako izrazim, za cirka 600 milijonov več, kot smo jih lahko zaprli v okviru proračunov. Še enkrat, pogajanja so bila v tem delu trda, na tem smo ali pa sem brezkompromisno vztrajal in dejansko smo uspeli oba proračuna zdaj, da se tako izrazim v našem žargonu, zapreti na tej številki 10,45. Torej, v nobenem primeru se čez to številko ne bo šlo. Kar se tiče ostalih zahtev, ki jih navajate, poglejte, te, ki so že določene v zakonih in so ali bodo postale zakonska obveznost, se seveda lahko upoštevajo v proračunu, koliko niso, jih ne upoštevamo v proračunu. Torej, v tem delu bodo seveda sledili razgovori, bodo sledili pogajanja, se verjetno zdaj v določenih ukrepih pogovarjamo v letu 2021, oziroma jaz bi tako rekel, pri posameznih ukrepih potekajo razgovori, delajo se izračuni, v tem delu bo verjetno potreba poiskati določen kompromis. Vse se v kratkem obdobju ne da narediti, to je dejstvo. Poleg tega bi pa opozoril na nekaj zelo pomembnega, kar se ga mogoče v tem hipu še ne zavedamo. Mi imamo trenutno, bom rekel, potrjeno v pričakovanju nove napovedi zelo lepo gospodarsko rast, ki se bo tudi pričakovanju gibala v letu 2020 na nivoju 3%. To je zelo lepa gospodarska rast in mi imamo v tem delu robusten proračun, ki je delan oziroma pripravljen na to gospodarsko rast. Še enkrat, se pa gospodarstva okrog nas ohlajajo, je že dalj časa, pravzaprav nehno opozarjam kolege, da se naši največji trgovinski partnerji, Nemčija na primer nahaja že v tehnični recesiji, da situacija v Italiji tako v političnem kot ekonomskem pogledu ni najboljša in da kaže seveda v tem smislu tudi razmišljati o nekih omejevalnih ukrepov.
in Ministrstvo za delo je v tem smislu že pripravilo oziroma bo predvidelo neke določene ukrepe, katere bomo potem obravnavali skladno s proračunom, torej to, kar ponavadi vključimo v tako imenovani ZIPR, zakon o izvrševanju proračuna. Torej, delali bomo v okviru danih zmožnosti, ki jih imamo, apetiti proračunskih uporabnikov, želja in zahtev je vedno več, kot so zmožnosti, in seveda naša naloga je, da vse te želje in zahteve spravimo v okvir zmožnosti, ki nam jih omogoča naša gospodarska rast, in v okvir zmožnosti, ki nam jih omejuje ali pa pogojuje fiskalno pravilo. Hvala, še eno vprašanje. Minister, samo za razjasnitev, če je spomladi oziroma poleti bilo teh striženj želja več, ste rekli, za 600 milijonov evrov, danes, ko pravite, da ste se načeloma uskladili, koliko zdaj, ko ste malo računali, ko so vam verjetno tudi povedali ministri, poslanci, kaj bi želeli, koliko je še zdaj tega razkoraka med tem, kar dejansko lahko ponudite in naredite kljubico in tem, kar bi oni želeli. Verjetno 600 milijonov evrov ne več in pa kako verjeten je balans glede na te napovedi, glede na to, da pač se gospodarstvo ohlaja. Torej, število želja mislim, da se ni bistveno zmanjšalo, verjetno je zahtev in jaz verjamem, da so bile bolj ali manj upravičene. V 10 letih smo verjetno veliko zamudili v razvoju, v ostalih ukrepih, to vsi poznamo. Mi smo precej postorili z tema proračunama, z rebalansom 19 in nameravamo zdaj v 20, predvsem na tem področju sociale in dela. To se mi zdi prav, da smo postorili, tokrat je še en poudarek na razvoju. Tako da v tem delu pa moram reči, da smo bili striktni in sem pač odločno rekel ne prekomerni porabi. Torej, ostajamo na zgornji dovoljeni meji porabe za vse te blagajne. Ta je trenutno, če vzamem samo državni proračun, 10,45. Če bi se slučajno, pa ne bi rad prehiteval dogodkov, pokazala drugačna gospodarska rast in temu prilagojena najvišja zgornja rast, potem bomo mi vztrajali, da se zamejimo v okvir, tale okvir, ta novi okvir. Še enkrat jaz upam, da ne bo prišlo do nekih dramatičnih odstopanj, tako da to bomo vedeli zdaj v roku 14 dni. Seveda bomo pa vsi z nestrpnostjo potem gledali, kaj se dogaja okrog nas, gospodarstva, in kot veste, potem, ko bo proračun sprejet, in načeloma bi jaz tako rekel, ne, če je proračun razvojno, socialno in bom rekel v tem delu usmerjen v plače, in če je hkrati skladen z fiskalnim pravilom, potem pravzaprav se sprašujem, zakaj takšnega proračuna, ne, ki dela za dobro ljudi in vključuje to razvojno komponento, ne bi potrdili. Razvoj dogodkov nam bo pa pokazal, ne bi rad prejudiciral, vsekakor pa je naslednja napoved spomladanska 2020 in bomo pač videli, kakšna bo tista. Mi bomo šli za to, kar je tudi običajna praksa, jesensko napovedjo Umarja, in jaz upam, da bo enaka ali pa čim bolj podobna spomladanski. Hvala. Hvala lepa. Samo eno vprašanje, da razčistimo situacijo. Pravite omejevalni ukrepi. Skratka, proračun ni zadnja številka, če 14 dni bomo videli, ali takšni 10,45. Zadnji plafon, omejevalne ukrepe ste nam povedali, ali omenili ste Ministrstvo za delo, ali to pomeni, da bi prilagajali se novemu dejanskemu stanju, ko je znane številke in napovedi rasti, ali bodo ti omejevalni ukrepe omejeni na delo, to pomeni na socialne transfere, kje se bo omejevalo, na kakšen način? Nič drugače kot v predhodnih letih, kjer je bilo v ZIPRS-u kaj takšnega predvideno. Lejte, okrog tega se mi zdaj še usklajujemo. Vsekakor te številke v okviru teh mej ostajajo. Kot veste, so pa vedno v ZIPRS-u predvideni neki ukrepi in zato, da dobijo zakonsko podlago, so seveda potem v ZIPRS-u in določeni se pač predvidijo v določenih delih. Tako da v tem delu so predvideni neki ukrepi, racionalizacije, mogoče zamejevanje ni najboljši, kako uskladiti.
Glejte, podobno kot smo rekli že na začetku, vsak proračunski uporabnik, vladni uporabnik ima ena finančni načrt, torej finančna sredstva, dva, na kaj pozabljamo pogosto in se jaz verjetno že toliko ponavljam, da so me kolegi že siti, obstajajo notranji ukrepi, torej ukrepi racionalizacije znotraj ministrstev, to, kar sem jaz omenil, obstajajo pa tudi sistemski ukrepi, ne, ki to postavljajo potem v ta pravi okvir. Hvala lepa.